Pa potem po Clevelandu, zdaj v tem trenutku? Ja, po Clevelandu se je pa vsa zgodba spet začela čisto povsem na novo, ne. Spet na sejme, enostavno druge poti, da boš nekako penetriral gor preko B2B ali pa kaj, si spet ne moreš privoščiti. Sejem, kjer se razstavljajo izdelke. Ja, ja. In potem pridejo potencialni kupci, potencialni dobavitelji. Mislim, če imaš budget, je sigurno obstajajo boljše poti, ne, ampak če ga imaš, recimo, če si ti, moj nasvet bi bil, recimo, če greš na tak velik trg, seveda moraš izbrati prvo samo eno državo, en state znotraj tega velikega, velike države, ne kar na vse, ker tako nima šans, ampak recimo, da si najdeš neki en state na vzhodni obali, recimo, zato da te tudi shipping malo manj stane, in da ga obdeluješ, in da si pripravljen za to nameniti, ne vem, vsaj 100,000 evrov, recimo, ne. Da imaš agenta, ki ga lahko zaposliš gorih, da si pripravljen dati nešteto vzorcev, kolikor jih želi imeti, da je pripravljen iti na vse sejme možne tam naokoli. In to moraš imeti kar eno 6-mesečno številko pripravljeno, da jo pač izgubiš. Lahko rečeš, da se bo kaj zgodilo, lahko pa, da se ne bo nič zgodilo, ne. Potem imaš tu en dober recept za uspeh, no. Ker nekje na neki točki, če res tvoj produkt že uspeva na nekih drugih teritorijih, recimo Evropske unije, se pravi, da imaš neki dokaz, da produkt se prodaja, se konzumira, pa kakršenkoli že, se bo zelo verjetno tudi tam, ne. Ampak da prideš tja in da pridobiš zaupanje na tistem trgu, je pa pač žal povezano z denarjem. Ker vsa tvoja konkurenca, ki je na tako visokem levelu ali pa višjem levelu, trka na ameriška vrata, ker vsi bi bili radi tam, ne. Vsi bi bili radi tam, zato ker vejo, da če boš tam uspel, potem imaš dela za 2 generacije dosti, ne, ali pa še več. Koliko pa pikantne omake, torej čili kot tak, glede na geografsko strukturo sveta uspeva v različnih regijah? Američani da? Američani so največji potrošniki na svetu. Američani so največji potrošniki čili omak in čilija na svetu. Bi si ljudje mogoče mislili, da so kakšni Azija? Azija ali pa Mehičani, ampak ni. ZDA, Američani, Severna Amerika so največji potrošniki čili omak. In je tudi, jaz sem prepotoval res ogromno držav in nikjer še nisem videl, ko prideš v trgovino, takšnega noro velikega izbora čili omak. To je tako, če pogledamo tole steno, so samo čili omake. Od A do Ž. In to se vse proda. Saj tabasko je ameriški, a je? Tako, iz Louisiane, ja. Zdaj maja gremo obiskat Tabasko, muzej pa fabriko. To je, mislim, da ne vem, 175 ali 176-letno zgodovino. Nekje sem bral en članek nedolgo nazaj, ni bil prisoten samo v Severni Koreji pa na Kubi. Zdaj pa ne vem, mislim, da Coca-Cola pa Tabasko, če se prav spomnim. Samo v 2 državah sveta, Severna Koreja pa na Kubi, nista bila prisotna, drugače pa povsod. Pa zdaj, čeprav zdaj mislim, da ko ni več Fidel Castro, pa to mislim, da na Kubo zdaj tudi so prišli ameriški produkti, ampak ja, na neki točki sta bila pa to edino 2 produkta. Tako da Tabasko je, bom rekel, pokriven ga, bom rekel, sploh slovenska skupnost obsoja, kot kisla omaka, zanič omaka, samo peče, samo kisla je, ja, ampak to je fermentirana omaka. Ta omaka ni bila nikoli mišljena za na pico. Pač se ne uporablja za pravi način, zato omaka pač ni dobra, ker ne pride do izraza. Ker ko si ti naročiš neko najboljšo napolitana pico s pršutom pa z jajčkom pa z ne vem čim, pol pa jo poliješ s tabaskom, to seveda ne paše skupaj, to je skregano z vso logiko in zato potem pač Tabasko izpade negativno, zato ker ga ljudje ne znajo uporabljati. Ne moremo jim pa to zameriti, zato ker 15 let nazaj druge čili omake kot Tabasko v Sloveniji takrat tako nismo imeli. Ko si ti razvijal čili omake, si jih razvil za različne potrebe, za na pico, za v pašto, za v... To sem začel pol dosti kasneje, ampak Okej. na začetku je bila pa to čisto taka nedolžna igra, ker sva, bom rekel, jaz pa oče, no, to sem od očeta pobral to ljubezen do pikantne hrane. Midva sva pojedla po mojem litre in litre Tabaska v življenju, in ker ga ne moreš več in ker je Tabasko samo pač eden, ni da jih je 12, pa da lahko malo izbiraš, pač je eden, dobro, zdaj že imaš neke variacije, ampak takrat je bil en tisti Tabasko. In seveda, če sem imel rad pikanten, nisem imel druge izbire in pol sem samo tisti Tabasko vsepovsod si polil in smo ga imeli tule gor, po domače povedano. In pol smo začeli doma delati čili omake. Za sebe, za strica, za onega, za tam, za tistih par 5 prijateljev. Čisto tako nedolžna zgodba. Tako se dosti nekih nedolžnih zgodb začne, se je tudi ta, jaz sem takrat še prej imel, tako kot sem že prej rekel, službo, ki mi je bila čisto super, nisem rabil nekega, ni mi bilo to nikoli ideja, da bi bil dodaten zaslužek, kaj šele, da bi se poklicno kdaj spustil v to ali pa profesionalno.
Ampak je bilo čisto tako, da se spomnim prve serije je bila tam ena 2012-2013, ko sem naredil, pa naše imajo dosti mame navado, da vsak tisti kozarec hranijo, veste, od kumaric, od gobic, od koruze. Poznam zelo, No. zelo poznam, je pri nas čisto enako. Aha. Se umije Ja, in se za kak sataraš pol, pa za porabi kake stvari se to vse porabi. No, in to pri nas je tudi bilo tako. In eno leto smo več zaton vzgojili ogromno čilijev, leto je ful fajn rodilo in to je bilo jasno, da to noben ne bo mogel pojesti svežih. Pol pa smo neki domač paradajz, pa to, pa smo naredili malo neke pikantne omake za sebe. In vem, da je bilo takrat, mislim, da smo našteli 88 kozarcev, ampak to je bil vsak drugačen. En mali, en velik, en debel, en okrogel, en štiroglat, en tak, en onak. In pol pač seveda, ko pridejo obiski, pa kaj smo to dali zraven na mizo za ponuditi, ne. In to je bilo ljudem noro všeč, kako je to dobro, sem in tja. In pol so začeli od mene to, daj mi prodaj, ne. Jaz nisem imel niti cene, sem rekel, kako vam naj prodam, sem rekel, če ni niti etikete gor, niti nič, ne. Pa sem dal, nanesi si domov, pa bom vesel, če jo doma poješ, super, ne. Te pa seveda ta oseba dobi doma obiske, ne. In pol te kliče, tu smo dali mi na mizo, to si hočem imeti, daj bom prišel zdaj po tebe, pa mi prodaj 4. Sem rekel, stari, reče, ni, kako ti niti ne vem, koliko je vredno to. Pa reče, ne vem, nekaj ti bom dal 5 evrov. Sem rekel, okej. Pa sem dal, pa sem, veš, res tako nedolžno. In pol sem tistih, ne vem, če sem 3-4 kozarce smo povedali, ostalo smo pa pač je vse šlo. In pol so ljudje še to spraševali, kje je, kak je, kje se da dobiti. No, in pol pa, ker so me klicali chili freak, to je moje že srednje šole, moj vzdevek, ker sem vedno najbolj pekoče čilije v Šmarju jedel. In vedno, ko je kdo s kakega dopusta kje prišel, je vedno neki čilije tam mogel prešvercati v Slovenijo, da jih je meni pol dal za stopič. Sem pa mogel iste čilije tam v gostilni nekje jesti, ko sem bil še mlad pubec. No, in čisto tako se je to začelo, ja. In pol sem pa prve te flaške kupil. Jaz sem kar v Wordu še sam naredil logotip chili freak, pa 2 čilija sem mu dal za berke. Pa sem rekel, to je moj logotip, sem kar naprintal škarjam, pa sem naredil par omak. Ja, pa glej, so tudi tiste omake so takšne, ne. Pol pa pikolino, okej. Pol pa sem šel, pol pa sem imel v Šmarju eno oblikovalko, eno punco, ko se je pač malo z oblikovanjem že ukvarjala, pa mi je pol naredila prvi logotip, tako kot treba, pa pol pa, ampak to je bilo vse še tako, na črno, bom povedal po pravici, ne. Ker pač nikoli ni bilo to moj namen niti tržiti, niti nič. Pol pa to so bili še takrat tisti prvi koraki, ko je Facebook še imel veljavo, takrat še ni bilo Instagrama, še ni bilo TikToka in vsi smo prvi začeli Facebook uporabljati in vse, kar se je na Facebooku objavilo, je imelo takrat noro velik doseg, brez promocij, pa brez kakršnega koli finančnega vložka, ker je pač danes nujno potrebno. Takrat tega ni bilo. In pol so ljudje zato začeli slikati in objavljati in pol je meni bilo ono, opala, to pa zdaj ni več v redu, ne. Veš, jaz pa nisem imel niti pravih etiket gor, koliko je kalorij, koliko tega, ker to je bilo res tako za domačo uporabo naredil. In nič, pa sem pa vzel vse v roke, pa sem se pozanimal, kako se to pa pač naredi uradno, legalna etiketa po HASA, po tako kot treba. Pol sem odprl, ker sem imel to srečo, da sem pač imel kmetijo, ne, kmetijsko številko, tako da sem lahko dopolnilno dejavnost na kmetiji odprl, kar je za neki startup super zadeva, ker je pač seveda zelo finančno zelo prijazno, no, bom rekel, način dela je dopolnilna dejavnost in sem pol pač s tistim začel, no, pol pa je nekako zgodba kar rasla. Te omake danes, kaj, saj že jaz jih poznam 6 različnih, koliko jih je v resnici različnih? 11, no. 11, Ja. okej. Je to prilagojeno jedem, je to prilagojeno okusom, po kakšni logiki? Tukaj imava mango, pa imava V bistvu desert tudi, smoke. na prvo sem jih začel delati po neki svoji logiki, da bi recimo, kjer sem sam najbolj pogrešal neko čili omako, ne, to je bila prva stvar, je bila pica, seveda, pa neki steak, to mi je bila prva, ideja, kaj dati namesto tabaska zraven, da bo ne naredilo produkt samo pikanten, ampak mu dodalo še druge vrednosti zraven, da bo še dvignilo dodano vrednost jedi, ne samo dodalo pikantno stopnjo, kar je mogoče, glavni problem, bom rekel, sploh teh poceni konkurence, ker je v bistvu omako, čili omako ni težko narediti, bodimo realni, čili omako res ni težko narediti, rabiš vodo, sol, kis, čili, paradajz, to je to, imaš čili omako, ne. Recimo, samo nič, pa pol ta omaka ne da toliko od sebe, ne, pač peče in to dosti ljudi reče, že tudi tako na sejmih se spomnim, ko je bilo, sploh ko smo začeli s temi prvimi koraki, so vsi samo, to peče. Ker smo imeli vedno tisto predispozicijo, da čili samo peče, ne. In pol je bilo treba informirati ljudi, izobraževati ljudi, da imaš tudi več sort čilija in da vsak čili ima drugačno aromo, da vsak čili ima čisto neki drugačen buket, če se malo,
simpatično izrazim. Kaj šele pikantno stopnjo, ne. Tako da tu se moraš kar igrati, recimo, in, Torej, level pikantnosti od, 1 do 7 je odvisen od vrste čilija ali je odvisen od količine čilija v omaki? eno in drugo. In drugo. Eno in drugo, ja. In od ostalih sestavin, ki so v omaki. Ja, v bistvu zdaj omaka ima tam okoli 10% čilija, mogoče katera malo več, ampak tu nekje, ker če bi dal pa več, bi bila pa tako prepikantna. Pol pa tako že ne moreš jesti, pa tudi povozi ves ostali okus, ne. Ker recimo jaz si tu res želim, da pride mango do izraza, in tukaj noter ni zdaj neki mango sok, ke bi bilo najcenejše iti kupiti cash and carry, kupiš mango sok pa malo zgostiš pa je, ne. Zdaj imamo 100-odstotni mango pire in to je več kot 10-krat dražja sestavina, recimo, ne, ali pa eno omako, ko imam s češnjo, dam noter 100-odstotni češnjev pire in to, tisto omako, ko pol ti ješ, res čutiš češnjo, je res barve lepe od češnje, ne, in, seveda pol sem potemtakem potem tudi dobiš neka mednarodna priznanja, ne. Lani smo v bistvu zmagali v Ameriki, smo dobili, pokalnega zmagovalca za najboljšo barbecue omako, pa, v Nemčiji potem še malo kasneje smo dobili pa tudi pokalnega zmagovalca za najboljšo, tartufo omako, 2025. Zdaj, če nimaš teh premium sestavin noter, na takem tekmovanju tako nimaš kaj delati, ne, ampak, če pa jih imaš, pa če imaš vsaj nekaj kuharskega znanja, pa toliko let izkušenj, pa toliko tisoč in tisoč, ko smo jih že mi skuhali, potem pač prideš do nekega rezultata, ampak pri meni je vedno prednost kvaliteta, okus, potem šele pekočina.